Besedo dajem ljubljanskemu pomožnemu škofu, dr. Antonu Jamniku, ki bo predstavil ikonopisca očeta Mihajla Hardija. Dober večer vsem skupaj. Hvala lepa Manici, gospi Manici, ki vodi ta večer. Lepo pozdravljam prijatelje Hardija. Danes sem dvojni zadrevi. Najprej, ko sem dobil še to knjižico, ki boste najbrž lahko prijeli po ikonah, kjer je čudovito predstavljeno njegovo delo in kako ikone nastajajo, sem si mislil, to je tako čudovito besedilo, da najboljše, da to preberemo, pa bomo najbolje spoznali, kaj so pravzaprav to ikone. Drugič sem bil zadregi zaradi tega, ker bi moral to predstavljati kakšen teolog, ne pa filozof, ki se spozna na te stvari. Moram pa priznati, da se zadnjih nekaj let zelo zanimam za to delo, za pravoslavje, za pravoslavno teologijo in tudi za ikone, ki mi izjemno veliko pomenijo. In to nalogo sem prevzel zato, ker sva zelo dobra prijatelja, občudujem našega umetnika kot človeka, kot duhovnika, že dolgo se poznava, že z let, ko sem bil tajnik pri nadškofu Šuštarju, to je bil v prejšnjem stoletju in tisočletju. Ampak danes je pa še, veste, posebna priložnost oziroma poseben praznik. Gospod Hardi je razstavljal že po različnih koncih, na različnih mestih, zelo uglednih galerijah. Danes je po srcu Slovenije, tudi z enim razlogom, ker praznuje letos 60-letnico svojega življenja in 35 let duhovništva. Zato mu najbolj zaploskamo za to. Iskrene čestitke, zdaj 60 let res ne zgleda star, morda tam malo čez 40, ampak Bog vede, če se res v kakšnem krstnem listu zmoti, se veste, da nastane napake tudi pri tem. Ogledali se bomo potem to čudovito delo, ta dela, ki jih je težko razlagati, kot je tudi v sami knjižici pojasneno, saj je pravzaprav vsaka ikona nekaj skrivnostnega, nas vabi v večnost, je zrcalo večnosti, je okno v večnost. Zato kakršnakoli taka razlaga pravzaprav že malo omeji ikono, pa kljub temu morda o tem, kaj pomenijo, kako so nastale in kako nas danes v tem sodobnem svetu racionalizma tudi nagovarjajo. Sam izraz ikona izhaja iz grške besede ikon, kar pomeni na poseben način upodobljena oseba ali dogodek iz zgodovine odrešenja. Ikona je več kot le umetniški fenomen, dogodek in vrednota. Kakor pravi Pavel Florenski, je ikona pogled v večnost. Pogled v večnost. Vsaka od teh ikon je pogled v večnost. Po njej se bližamo Bogu in se sami pobožanstvimo. Ikona je nekaj svojevrstnega, ne samo po svojem izvoru, marveč tudi po načinu umetniškega slikanja in ustvarjanja. Tudi neuko z lahkoto opazi, da je ikona res svojevrstna umetnina, ki se v primeri zahodno likovno umetnostjo pokaže kot nekaj skrivnostnega, kar ni domače in ni blizu zahodnemu očesu. Zato pravoslavni pravijo, da se ikona ne gleda, ampak bere, zre. In umetnik ikone ni slikar, ampak ikonopisec. Tudi v tej knjižici je lepo predstavljeno, kako sama ikona nastaja. V tem je tudi bistvo teologije ikon. Prvenstveno ne gre za živo umetniško opazovanje stvarnosti, za sprejemanje le v smislu naravnega,
ali celo naturalističnega upodabljanja, ampak je bistveno najgloblje obseganje smisla, živ stik z realnostjo, doživljanje in uživljanje v to skrivnost stvarnosti. Gre za pojmovanje ikone od znotraj, v njenem bistvu, zato ni najvažnejše tisto, kar je na ikoni narisano. Posebna slikarska tehnika odkriva duhovni pomen lika, odkriva površino, pod katero se nahaja ontološka, moralna in psihološka moč upodobljenega lika. Preprosto rečeno, ikona ni ogledansko slikanje, v katerem je popolnoma izdelana samo zunanja fotografija, ampak je to slika preobraženega prostora, postavljenega v določen okvir z vsemi bistvenimi značilnostmi, ki vsebujejo višjo resničnost in tako kažejo na nadnaravno in skrivnostno. Splošne značilnosti ikone so, bi lahko rekli kratko, edinost notranje moči, volje, mišljenja in poslušnosti najvišjemu. Brez dvoma je torej ikona estetski in teološki pojav, ki nas vsakega na svojski način nagovarja in vabi k večnemu. Nekateri cerkveni očetje navajajo misel, da imajo ikone za nepismene isto vlogo, kakor knjige za pismene. Hočejo namreč povedati, kakšno izrazno moč in vsebinsko polnost imajo ikone. Površina ikone je kot nekakšna koprena, tančica, skozi katero prolika misel in sega globoko vsebino podobe.